Prvi se je razpravi javil gospod Jakob Smolnikar, kmet iz okolice Domžal. Dober dan. Lep pozdrav predsedujočemu, hvala za besedo. Preseneča me nekako, vidim, da je v veliki večini je zastopana predvsem stroka in pa v bistvu tisti del kmetijstva, ki se predvsem s kmetijstvom papirnato ukvarja. Jaz sem sicer danes pričakoval več kmetov tukaj, ne. In mislim, da bi verjetno danes sploh tega sklica ne bi bilo potrebnega, če bi, zdaj bom malo hipotetično rekel, ne, če bi pač ti uslužbenci, ki delajo v papirnatem delu kmetijstva, če bi imeli plače vezane na dohodek na kmetiji. Jaz mislim, da bi te službe hudiču bolj odzivne, da bi se bolj hitro odzvali na krizo, oziroma da do krize sploh ne bi prišlo. Zdaj, če bi vprašal tukaj kmete, vsaj te, ker jih poznam, ker jih vidim, če so z današnjim srečanjem, bi rekel, zadovoljni, jaz načeloma bom rekel, da sem, no, mislim, jaz sem nekaj takega pričakoval, jaz sem pričakoval, da te krize ne bo nobeden pač opisal ali pa orisal take, kot dejansko je, ne. Če pa pogledaš po podeželju, izven majhne, bi rekel, iz teh urbanih središč ven, ne, tam, kjer recimo vpliv dohodkov iz drugih virov v kmetijstvu, to se pravi, bom rekel, od prodaje, ne vem, zasedljivih parcel, vpliv raznih industrijskih con, avtoceste in tega, je pa stanje od te povprečnice ali pa od nekega povprečja kar precej bolj pod povprečjem, kot pa, bi rekel, blizu te črte, kamor si seveda vsi želimo, ne. Zdaj, jaz mislim, da smo se tudi, ne vem, kot kmetje, verjetno, da ne, ampak predvsem tisti, ki pripravljajo ukrepe kmetijske politike, da so se precej oddaljili od tistega, kar bi bil seveda cilj kmetovanja. To je, gospa, mislim, da rekla, to je proizvodnja hrane in pa predvsem tudi, mislim, ne samo, da je hrane na trgu dovolj, ne, je pa v bistvu oblikovanje te naše krajine, v kateri pa le mi živimo, ne. Mi ne hodimo, ne vem, v nek drug, mi se vedno vračamo v domač kraj, kjer pa ima vsak željo, da je ta kraj pač urejen, ne. Urejen pa mislim, da je še zmeri v velike večini predvsem, bom rekel, zaradi načina razmišljanja in pa zaradi dela, ki je nekako še vedno ukoreninjeno v slovenskem podeželju, ne. Tako da mislim, da ta kmetijska politika bi se mogla predvsem tudi v to, ne samo v proizvodnjo hrane, ampak tudi v ta vidik bolj vključiti. So pa ti ukrepi kmetijske politike, zdaj bom mogoče malo zašel iz te mlečne teme, pa mogoče tudi ne narobe. Jaz recimo kot neki, ne vem, bom rekel, povprečno izobražen kmet, ne, bom rekel, da si težko predstavljam, jaz do zdaj še nisem kandidiral, bom kar povedal, na noben razpis, zato ker enostavno nisem imel pogojev, ker nisem finančno tega zmožen speljati. Vse je vezano na finance ali na suh keš, če ga imaš, ali pa na kreditno sposobnost, kar pa večina povprečnih, ne bom rekel, ampak večina povprečnih kmetij tega danes ne zmore. Te kmetije, seveda, ki so pod tem povprečjem, pa še vedno vzdržujejo to krajino, oziroma imajo tudi nek del proizvodne hrane. Zdaj lahko mi to kdo oporeka, jaz bom vesel, če pač do rekel, bom pač sam priznal, da sem, ne vem, da sem prešibek v tem, ampak mislim, da ne, no. Jaz, kakor se pravim, poslušam teren in pa ljudi, ki živijo, mislim, da sem kar blizu tega povprečja, ne. Tako da ta kriza, mislim, da je globja, kot je bila pa danes orisana, je pa za pozdraviti, da je bila ta kriza zaznana tudi, bi rekel, z področja teh strokovnih služb, ki bi se mogli seveda s tem problemom prej pa bolj resno soočiti. Zdaj, kar se tiče samo te mlečne proizvodnje, jaz bom zelo žalosten, če se bo zgodil nek tak ukrep, kot se je zgodil, mislim, da ne bom datumsko vedel točno nazaj, podpore predelovalcem pšenice, pa ne vem, če se še, da je ukrep šel, da je bil nekako ukrep vezan na tiste kmete, ki so socialno in pokojninsko zavarovani z naslova kmetijstva. Da me ne boste narobe razumeli, ne. Mnogo je kmetij,
Jaz recimo sem tudi sam zaposlen še na Kmetijskem inštitutu, nisem samo, žena pa ni zaposlena oziroma je zavarovana po 4. otroku. To se pravi, midva z tega naslova nisva do zdaj tudi mogla nobenega ukrepa ali pa nobenega denarja počrpati. Takih je mnogo. Mnogo je takih, ki nimajo ne služb, mnogo je tudi takih, ki nimajo denarja, da bi imeli kakršnokoli socialno zavarovanje. In tudi ti oblikujejo, bom rekel, slovenski, bom rekel, kar kulturni prostor. Zdaj pa mi se moramo, se pravim, z neka širšega vidika se moramo pač odločiti, kaj mi sploh želimo. Mi imamo en kup enih obljub, en kup enih ukrepov, tukaj napisanih, jaz ne vem, mogo recimo imeti ene par večerov, kjer smo šli po 10 zvečer kaj cajta, da lahko kaj preberem. Verjetno, da bi teden vse, da bi samo te ukrepe prebral. Potem bi pa rabil ne 3 razlagalce, da bi me to razlagali, ampak verjetno na koncu bi se mogel odločiti sam. Sigurno bi tudi rabil enega, da bi mi to pripravil. Zdaj, a bi mi to pripravil ali dobro, jaz mogel zaupati in se mogel po to seveda podpisati. Če bi zvisil, bi spet sam zvisil. Tako da, se pravim, kar se te politike tiče, bomo mogli te zadeve rekel, korakoma kar pospešiti, ampak korake take narediti, da jih bomo vse tisti, ki hočemo še rekel ta podeželje tako ali drugače oblikovati, da bomo tudi sposobni korakati po tej poti. Ker če je meni cilj jasen, pa poti ne zmorem, je brez veze, da se na to pot podajam. Če mi je pot jasna, pa če cilje ne vidim, je tudi brez veze, da grem nekam. Tako da mi imamo v kmetijstvu, mislim, da imamo mnogo tem zatečenih, nekako načetih, mogoče delno odprtih, ampak dorečenih pa mislim, da komikero ali pa nobene. Tako da, se pravim, jaz bi predvsem predlagal poenostavitev vseh teh sistemov. Mislim, da bi mogla vsa ta politika, vsi ti, ne vem, vključno z ministrom, da bi ne šli kar, ne vem, po en teden v en področje in bi dejansko s tem področjem živeli, dihali od jutra do večera. Ker na kmetah se ponavadi dan začne, zakrat, ko gre sonce gor. Zdaj le mora biti kad gre zvodaj sonce gor. Zame recimo se začne največkrat v 5, konča se ponavadi drug dan. Se pravi po ponoči. In če računam, oziroma če gledam z tega vidika, jaz včasih recimo delam take primerjave, kot jih kolega Bento dela, ampak zelo preprosto ekonomiko, nekaj visoko. Če, ne vem, bom da rekel nacionalen bruto dohodek 20.000 evrov na prebivalca pri nas v Sloveniji. Pri nas se 6 družin. Če to pomnožim iz 6, če sem nekaj povprečneš, je to 120.000 evrov na let. Pa če jih eno šestino vidim, mogoče kaj več, sem že kar zmagovalc. Ampak daj pa, če še drugače pogledam, če od teh bom rekel 30.000 evrov, že naprej vem, recimo, koliko je recimo občinskemu proračunu toliko pa toliko denarja namenjenega za vrtec, jaz pa vem, da je toliko pa toliko denarja naprej namenjenega že za razne take in drugačne obveznosti, ki jih plačujemo po položnicah ali pa po drugih trajnikih. Vemo, da recimo za funkcioniranje samega kmetijstva, kaj šele za razvoj ne ostane, ničesar. Je treba še kot drgot na kakšnemu črnemu trgu kaj najdeti. Tega pa na glas povedati se pa več ali manj vsi bojimo, ker vemo, da že davčni inšpektorji zadaj čakajo, kako nas bojo spet na drugega avga obešali. Toliko za enkrat se bom mogoče še v glasu. Hvala lepa. Hvala tudi za prispevek gospoda Jakoba Smolnikarja. Tudi njegova razprava bo šla med zaključke, ki bomo pripravili tukaj v Državnem svetu. Naprej želi razpravljati Vinko Kepic, tudi samostojni kmet. Besedo imate. Ja, dober dan vsem skupaj. Sem Vinko Kepec, doma iz Zaloga pod Sveto Trojico. Zakaj sem se javil k besedi? Zaradi tega, ker sem edini kmet v vasi. Naša vas šteje majhna čez 24 hiš in so vse opustili kmetijstvo. Zato se sprašujem, zakaj je do tega prišlo? Mislim, da je bila politika, pa 60 let poslušam, samo kaj bo dobrega, pa kaj ne bi bilo, pa kako ne bi bilo. Doma, če nekaj ne gre, se skrehamo, pa rečemo, tako ne bo. In tudi danes bo moglo tako biti.
ne sam govoriti. Jaz se s vsem govornicam lepo strinjam, povsem ste lepo povedali. Sam rezultat je brati. Imamo ljudi, ki smo rekli, v statusu ali v pripravljenosti, ne? To se pravi, smo vse zaspali ali pa ste zaspali, da je zadeva ušla vam iz rok. Da je cena vode večja, ne? Če sem prav zračunal, je 28 centov mlek v Tušu, v Domžalah, ne? Jaz pa dobim mlek plačan po 24 centov. Se pravi, da je nekaj narobe. Ko smo ustanavljali kmečko zvezo, smo rekli, liter mleka, pol litra piva. Smo zgubila, ne? Se smo že takrat vedeli, da bom zgubila, ne? Pa ko smo govorila. Ne? In te stvari, jaz mislim, da ni prav. Ampak, nekaj vam pa povem, kmetje bomo zdržali, ker imamo odgovornost. Ampak ne samo do zemlje, ampak tudi do doma in roda. Ker tega nima vse, ne bo zdržal na zemlji. Sicer so to Slomškove besede, ne, ali pa ne vem kjerga. Ne. Dajmo, vi ste tle, ki bo mogla ujčkati nas kmete, nas je toliko malo. Pokrivamo bančne luke, pokrivamo ne vem kaj še vse, fabrike zafuramo, ne, pa hvala Bogu, da smo jih imeli, da imamo vsaj penzije. Ker te male kmetije ne bi zdržale. Vam po pravici povem. Za sklep predlagam nekaj. Če je zdaj 24 centov, vsaj 28 centov naj bo mlek plačan. Ampak kje bomo pa denar dobili, ne povedo, ki so ljudje na dežuranju. Vse jih imamo, ne? Profesorje, doktorje. En predlog pa imam. Dajte obdavčiti pse, ne pa gledati, kje te kmetov še vzeli. To opažam. V naši vasi imamo samo pse še sprehajajo. Pa gasirjajo, pa nam onesnažujejo naravo. Tisto razliko dajte pa nam za mlek. Pa bomo imeli dar. Boste videli, da ga bomo imeli dosti. Pa še kje bi se najdla? Ne pa da študirati, če ne katastar, pa še direktno pridelek, ne vem, jagodja, karkoli čete, ne. Ma dajte, lepo vas prosim. Poslušajte, še eno anekdoto bi povedal. Kmet, ki gleda cel dan kravo vrt, veste, zvečer ima pa svojo prav rad vid. Ampak poglejte, tle smo vse direktorje, ne, če ko rečem kmetje, ampak vse bomo slabi zobe. Nimamo denarja za zob. Pa vsaka brada gledala fajn desca zobmi. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za ta prispevek gospodu Kepicu. Naprej se javlja k razpravi gospod Rok Curhalek iz Brežic, kmet. Najprej bi vse lepo pozdravil. Gospod minister mi je prišel, pa bi ga rad vprašal, kako proizvesti mleko za 25 centov. Da živiš, preživiš lahko, kako pa lahko živiš? Na kmetiji imamo 140 krav muznic. Star sem 30 let. Sem prejemnik relativno visokih subvencij Evropskega sklada. Gospod Moljk je prej omenil, kako proizvajati, če sem vas prav razumel. Visoka proizvodnja ni nujno donosna proizvodnja. Poznam rejce, ki 50% dohodka na mesec namenijo močnim krmilom. Se pravi, jim na koncu ostane veliko gnoja, so pa veseli, da imajo veliko mleka. Gospod Robert Cerec, ja, nemški kmet je večji od nas. Vendar jaz gledam na liter mleka.
če je strošek litra mleka višji od cene proizvoda, je minus. In je na 2000 krav toliko večji minus. Ne moremo parirati nemškim kmetom, ki imajo tradicijo bistveno prej kot leta 1990. Vemo, da smo do leta 1990 lahko obdelovali 10 hektarov zemlje. A smo mu res lahko konkurenčni? 2008 sem obiskal Kanado, 2009 Nizozemsko, 2011 Izrael. Na podlagi teh obiskov sem se odločil za novogradnjo, ki je bila izvedena leta 2013. Kvota je padla, ste rekli. Ja, je padla. Ampak tista glavna osnova, na kateri sem se odločil za novogradnjo in zaradi katere danes še zdaj nisem dobil odgovora. Kaj pa nitratna direktiva, ki jo ima Nizozemska, videli pa smo, koliko je povečala proizvodnjo. Več kot krava da, več gre zadaj ven. To bi prosil, da mi nekdo razloži, kako lahko Nizozemska, ki ima ravno tako nitratno direktivo obremenitev, poveča proizvodnjo mleka. Na to vprašanje, ko sem vprašal profesorja iz Univerze Wageningen leta 2009, mi je rekel, Rok, ne boj se Nizozemske, Nizozemska ima ravno tako nitratno direktivo, veste pa, kako imamo podtalnico. Poprečje nizozemske kmetije je okrog 9000 litrov mleka v standardni laktaciji. A so res lahko po kravi toliko povečali proizvodnjo v roku enega leta? Dvomim. A je res mlečni sektor povezan? Mogoče je najbolj povezan med vsemi kmetijskimi sektorji. A ni odlično povezan? Ker če bi bil odlično povezan, danes lastniki največje slovenske mlekarne ne bi bili tujci. Podpora. Dajte podporo bolanemu, duševno prizadetemu. Meni pa dajte plačilo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to razpravo Roka Curhaljaka. Na koncu bo gospa sekretarka Tanja Strniša tudi odgovorila na ta vprašanja, pa tudi sem prav povedal. V redu? Ker je pač ministr mogel odjeti, od 13 ima drugo obveznost, bo pač sekretarka odgovorila na vprašanje in pa ostali, kdor bo tudi želel kaj še k temu dodati, kaj ti vprašanje so, mislim, da kar ta prava. K razpravi se javlja gospa Sonja Arlič. Prosim, beseda je vaša. Pridite. Hvala za besedo. Lep pozdrav. Gospod minister je prej v svojih uvodnih besedah povedal eno lepo stvar, najbolj pod pritiskom so gorske in hribovske kmetije. Nanizal je nekaj ukrepov, žal mi je, da ga ni več, so pa tule gospe, ki bo zdaj mogla nesti poln rukzak na ministrstvu. Dva ukrepa, jaz se bom kar konkretno lotila zadev. Proizvodno vezano plačilo, podpora za mleko, neživljenjski kriterij, obvezna reja krav 7 mesecev, brez možnosti nadomeščanja kljub prizadevanjem strani zbornice, recimo tudi našega društva, območne enote Slovenjgradci in tako naprej, nič, nobenega razumevanja, nobene želje potem, da bi poskušali zadevo rešiti. Druga stvar, dobrobit živali. Z dobrobitom živali bomo rešili mlečni sektor. Lepo vas prosim, smešno. Smešno. Če sam pogledate, koliko je za ta ukrep namenjeno denarja, vse to, ko se reče toliko milijonov, to je ful velika, ne? Sam, ko pa to potalamo, je pa nič od nič. Pa še dobrobit živali paša, seveda uradnikom, drugorazrednim očitno na ministrstvu nismo mogli dopovedati, da paša po noči je tudi paša, ker jih je zanimalo, če nas ni strah, če nam bo krave po noči ušle. Če imaš orang pastirja nareta, nikamer ne vidijo, pa če imajo za dosti paša, ne.
To sta dva taka ukrepa, na katerih se gradi tudi neka tolažba za kmete, za mlečni sektor, češ sej s tem bomo pa pomagali. Jaz sem sicer Štajerka, tamle vedno me tisle Novomeščan med Korošce šteje, ampak poslušam pa Koroški radio, ne. In na kmetijski oddaji v nedeljo je bilo povedano, med drugim je to baje pisalo tudi na internetni strani, ampak vsega pač ne pregledamo, da je 69% samo imamo pokritih stroškov v mlečni proizvodnji. Povejte mi, katera firma še deluje, če ima pokritih 69% stroškov? Nobena. Ali dobijo državno pomoč, ki jo seveda nakup dajo vsi državljani te naše države, ali pa propade. Če je to kaka privat, pa če je to mogoče še kakšne veze z bankami, kjer ni treba imeti glih kakih hipotek, pa tako naprej, pa se to kar na lepe oči naredi, je pa tudi v redu, a ne. Še ena stvar, ki me je zelo zmotila pri ministrovem podajanju pač uvodnih besed, gospod Rednak je izračunal 20 centov. Jaz gospoda Rednaka zelo, zelo cenim, mi pa grejo na živce vse tiste analize, ko jih kar naprej poslušamo. Analize za leto 14, analize za leto 15 in kak je bilo, si pa mi vemo, ko živimo, kak je. Ampak za 20 centov proizvajati mleko zlasti na gorskem in hribovskem območju, to je tek, a veste, ko bi nas imeli nekatere za norce, ampak tek orang za norce. Curhaljak je prej rekel 25 centov, a ne, tudi s 25 centi ne gre. Pa je Curhaljakova kmetija drugačna, kot pa gorsko-višinska ali pa gorska hribovita. Me pa zelo veseli ena stvar, Ben Molk je omenil, ko je razlagal podajal svoj prispevek, da imajo kmetije, mlečne kmetije, stroške, za katere ne vemo. Super, omenjene so bile najemnine. To je tudi ena stvar, ki je bila obljubljena, da bo v novem programskem območju drugače uštimana. Da bojo do subvencij opravičene kmetije, ki proizvajajo. Ne pa tiste, ki so lastniki zemlje. Pa to nam dajajo v najem, ker pač imamo proizvodno, ker smo se pač modernizirali, povečali, ker smo vlagali že pred 20 leti, pa moramo nekaj tudi tega živeti, ne. Pa tudi od tega ni bilo nič. In da je treba najemati tudi delovno silo, ki jo je treba plačati. Hvala, Ben. Sem zelo vesela, da se to javno pove. Sem prebrala in poslušala. Da ne bom preveč dolgovezla. Predstavljene so bile tudi številke, ki so pač velikrat javno povedane, koliko tam kmetijski sektor dobi denarja. Seveda so to strašni milijoni. In fajn bi bilo, če bi se javno povedalo, ko te milijone razstavljamo, koliko dobi pa kmetija. Vse to je vse na spletni strani, ampak 99% naših potrošnikov, naših državljanov, ali pa če rečemo 98, če je 2% kmetov, spletnih strani ne bere in tega ne gleda. In bi bilo fajn, da bi rekli, toliko 1000 evrov pa dobi ena kmetija takega profila, recimo. Zdaj bom pa še eno stvarco, ko je gospa Majerjeva rekla, da v krizi je treba misliti na to, kaj bo po krizi. Najprej je treba krizo preživeti, potem bomo pa mislili na to, kaj bo v krizi. In tudi še ena replika gospodu, jaz se vam zahvaljujem za vašo zavzetost, za vašo navezanost na zemljo, da kmeti bomo zdržali, ne bomo zdržali. Ne, ker generacije se menjajo in samo z ljubeznijo do zemlje se ne da živeti. Jaz imam doma sina, ko je strašno navezan na zemljo, ampak ne vem, jaz ga spravljam na šiht. Veste, tek je to in ni nam druge pomoči, jaz upam, da se bo našla kakšna rešitev. Mogoče je danes ta konferenca oziroma to naše srečanje prvi korak k temu. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi za to razpravo. Čuti se, da dejansko vsi, ki kmetujemo, razmišljamo podobno. Tudi je bilo zelo lepo predstavljena problematika ravninske kmetije, hribovske kmetije. Vse to bomo zapisali v te naše zaključke, da bo potem tudi od tega kakšen učinek. Obljubil sem, da bo na koncu, ker nimam več prijav k razpravi, gospa sekretarka Tanja Strniša tudi skušala na vse izpostavljeno odgovoriti. Je replika? Dajte samo stavka, prej je bilo 10-15 minut. Izvolite. Se pravi, da sem še enkrat prišel gor, jaz sem tukaj nekaj stvari zdaj povedal, da bi lahko cel popolne tukaj, ne. Glejte, ko kmetije recimo ugašajo, ne, kmetijskih površin imamo pač, kakor jih imamo. Jih ne moramo ne dati v nadstropja, ne vem, potegniti, čez mejo recimo v Hrvaško ali pa nekam. V glavnem kmetija se lahko poveča samo na račun tega, da neka druga kmetija, ali bomo rekel, bankrotira, preneha, ugasne ali pa kakorkoli že to rečemo, ne. Ampak jaz še nisem nikjer nikdar zasledil, da bi bil nekje nek ukrep za tistega, ki je na kmetovanju opusten, ne. Nekdo, ki izgubi službo, neki se lahko prijavi, ne vem, na zavod za zaposlovanje, pa mu tem pomagajo nek del najdete ali pa neki, ne. Tisti, ki je pa recimo z namenom, da se mu pač to ekonomsko ali pa z nekih drugih razlogov smatra, da kmetovati ne more, pa nisem še nikjer zasledil nobenega ukrepa, da bi mu neke službe, bi rekel, pomagale najdeti neko drugo zaposlitev. Ja, hvala. Hvala lepa tudi za ta prispevek. Gospa sekretarka, kar na vrsti ste. Lep pozdrav vsem skupaj. No, jaz sem pričakovala pravzaprav, da bo več razpraven in tudi kakšna bolj konstruktivna oziroma kakšen konkreten predlog, tako da sem zdaj malo se mi postala vprašanje, kako naj se sploh na to odzovem, kar sem slišala. Najprej je treba, jaz mislim, da v prvi vrsti mi kot sektor moramo v največji možni meri razumeti drug drugega in se tudi spoštovati. A veste, ni dost, da mi, ki smo na tej strani, zdaj, ne, ali pa na strani države, spoštujemo kmete. Jaz mislim, da vas in da tudi izkazujemo s tem, kar delamo, da vas spoštujemo. Jaz mislim, da je potrebno, da tudi vi spoštujete nas in to, kar delamo. Če mi damo v ta sektor vsako leto 300 milijonov, ne mislim zdaj mlečni sektor, ne, kar je bilo jasno, v kmetijstvo gre približno 300 milijonov subvencij na leto, ta denar ni od Boga dan, ampak je od ljudi, od davkoplačevalcev, od vas, ki plačujete tudi davke, in od vseh, ki smo zaposleni, od vseh obrtnikov, od vseh se ta denar zbira. Tudi ta evropski denar je v bistvu naš denar, ker mi v EU prispevamo in potem damo nazaj, pač dobimo nazaj. In to ni samo po sebi dano in enkrat za zmeraj, in mi moramo kot sektor biti prepričani, da je ta denar od davkoplačevalcev uporabljen koristno, namensko, zato, da ohranjamo kmetijstvo. Če smo rekli, da je 68-69 milijonov na leto brez investicij, to je samo ukrepov na površini v tem sektorju. Je nekdo vprašal, ne vem, zakaj je kaj je hotela gospa Sonja Arlič s tem, da naj se pove na kmetijo, ker to res nič ne pove. Kmetije imamo majhne, imamo velike, jih imamo 6000 pa še nekaj, ki oddajajo mleko in če preračunamo te milijone, je 11.600 evrov na eno kmetijo. To ne pove nič. Ker dobro, če bi rekli, koliko ima poprečna kmetija še hektarov, potem mogoče nekaj pove. Lahko ne pove nič, lahko pa tudi nekaj pove, če vemo, koliko je recimo minimalna plača v naši državi. Tako da je in ni, ampak še zmeraj pa ta sektor v povprečju dobi, ker je pač intenziven sektor in tudi rabi več, da vztraja, več, kot je recimo delež vrednosti kmetijske proizvodnje v celotni vrednosti kmetijske proizvodnje.
Pa vas jaz razumem, da ste zaradi tega, ker cene padajo in ker ste v stiski in ker ne veste, kaj bo jutri, da ste prizadeti, pa da tudi kakšne težke besede uporabljate. Ampak jaz vam bom nekaj rekla. Jaz bi bila vesela, če bi lahko za tiste naše ljudi, ki so toliko pridni, da kljub temu, da moramo take standarde izpolnjevati, kar se tiče pravilnosti izplačevanja subvencij, kot vse velike države, ki imajo po 10-krat večja ministrstva, da so sposobni delati boljš. Minister je to že rekel, ni rekel danes, pa bom jaz ponovila. Mi smo plačila za OMD izplačali nekaj malega in manjši delež, približno četrtino v decembru, pa ostalo januarja pa februarja. Mi smo neposredna plačila izplačali vsa, razen tistih 2%, ki so bili v kontroli v marcu in aprilu. Če ste bili pozorni, komisar Hogan je rok za izplačilo neposrednih plačil podaljšal na 15. oktober. Pa bom zdaj povedala malo več, ker jaz imam res občutek, da mogoče tudi vi naše strani dost ne poznate, da vam moram to razložiti. Rok za izplačilo neposrednih plačil je 30. junij. To je po evropski uredbi. Če do takrat ne plačaš, ima država potem ne dobi več v celoti to, ker mi moramo ta denar založiti. Tudi to, da se na začetku leta iz države, ki v proračunskem smislu deluje kot vsako gospodinjstvo. Imaš plačo, kolikor imaš plače, lahko porabiš tisti mesec, ne? Imaš pa kredit in pri državi je isto. Tudi to, da mi večino subvencij izplačamo v prvih mesecih, ni samo po sebi razumljivo. To je vsako letno pogajanje z Ministrstvom za finance in vsakič posebej se mora to ministrstvo voditi. Ampak, da pridem na tisto, kar sem začela. Do 30. junija bi mi po evropskih predpisih morali neposredna plačila izplačati, ker če jih za tisto, kar izplačaš v juliju, dobiš iz Evropske unije, možeš založiti, potem pa dobiš nazaj. Ampak, če jih izplačaš v juliju, dobiš za tisti del 25% manj, v avgustu, mislim, da je zdaj ne vem, ampak vem, da septembra je potem dobiš samo še polovico in oktobra ne smeš več izplačati. 15. oktobra se konča proračunsko leto in komisar je letos dovolil, da se lahko do konca proračunskega leta. Zakaj? Zato, ker so številne države in številne regije imele težave, ker njihova administracija in predvsem ministrstva in plačilne agencije niso bile sposobne tako hitro izvesti vseh postopkov, ki so potrebni za reformo kmetijske politike. Zdaj, jaz bi bila vesela, da bi naša ljudi lahko plačala po učinkovitosti, ker bi jim mogla dati za to nagrado. In jaz upam, da vi, ker je šlo v kmetijski prostor, če to seštejem 136 milijonov neposrednih plačil plus 40 OMD-ja, če je to 178 milijonov, ker je prišlo pol leta manj, kot v povprečnemu kmetu, pač prej, jaz upam, da se tudi ta, ker veste, koliko je za toliko milijonov denarja pa kakšnih obresti, da se tudi ta pomoč, ki pomeni, da ima kmetija manj težav, kaj ceni. Jaz upam. Pa bom zdaj povedala, ko ste vsi tukaj izbrani, še naslednje. 99,96% programa razvoja podeželja prejšnjega je Slovenija izkoristila. Tudi slučajno niso vse druge države tega v taki meri izkoristile. Iz dveh razlogov. Ponekod ni bilo interesa na strani kmetov, pa mislite, da res ne? Ker imamo mi, recimo, razmeroma veliko vojnico, dost več na hektar, mislim, da ima samo Malta več programa razvoja podeželja na hektar kot Slovenija. Po mojem mnenju je bil tudi kratek stik, kaj je administracija bila sposobna pač pripraviti in glede na potrebe na terenu. In še drugo, številne države članice niso mogle zagotoviti 25% sofinanciranja za evropski del. In so mi propadle milijarde. Tako da jaz bi prosila, da se ta slika cela vidi. In koliko se napora vlaga v to, da to, kar je, jaz verjamem, da ni zadost, ker so kmetije majhne in težko tečejo to tekmo konkurenčno z velikimi zahodnimi kmetijami. Jaz to popolnoma razumem. Samo ne razvrednotiti tistega, kar je bo narejeno in je bo prav narejeno in v pravo smer. In še posebej,
Jaz mislim, da je prav, da ima tukaj vsak svojo odgovornost. Jaz vas ne poznam, gospod Jakob, kaj delate na Kmetijskem inštitutu, ne, mislim, ampak pogledajte, strokovne inštitucije so v isti funkciji, ne, in jaz mislim, da tudi strokovne inštitucije s tehnološkimi dognanji, s prenosom znanja v prakso prispevajo, tudi jaz sem na zadnjič na enem dobrem primeru v Novem mestu, vaši sodelavci Kmetijskega inštituta so imeli praktične prikaze za kmete, kako izboljšati tehnologijo. A veste, tiste razlike, Gospa državna sekretarka, on je kmet, on ni na inštitutu. Rekel, da je na Kmetijskem inštitutu. Lahko je tudi državni sekretar kmet, ampak ne vem, če je kakšen. Ja, veste, če bi bila jaz kot državna sekretarka kmetica, ne bi delala 12 ur na dan, to je pa drugo, ne? Žal. Zdaj, predsednik je predlagala, če se lahko kulturno pogovarjamo, če ne tudi... Se v dvorani se močkaj še umorimo, pa da gospa državna konča z odgovori. Prosim, kar nadaljujte. Kar sem hotela pač jaz povedati, kar se mi zdi, da še ključno, da se poudari, je to, da ni bilo, po mojem, ni bilo dobro razumljeno to, kako pomembno je, da si po tehnološki plati prizadevamo. Jaz mislim, da je bilo pravzaprav prav izpostavljeno tudi strani Kmetijsko-gozdarske zbornice in drugih, kako pomembno je, da se poišče še tiste rezerve, ki so pri tehnologiji, kjer so, zato da se znižajo stroški. Saj ni nihče govoril o tem, kakšna bo cena. Veste, kaj tudi za nas, kot za ministrstvo, je najbolj, da je cena, da bi bila nad stroški, zaradi tega, ker potem ima kmet tisti prostor za razvoj in se lahko razvija. Tako da to obratno je bilo mišljeno, ne? Jaz mislim, da tukaj je bilo neko nerazumevanje tistega, kar se mogoče lahko poišče rezerve pri tehnologiji, oziroma ne rezerve, pri izboljšanju tehnologije, kar po drugi strani potem poceni proizvodno po enoti. Te razlike v različni produktivnosti ali pa stroških po litru ne morejo praktično nobene subvencije nadoknaditi, ne? Ker tako kot je bilo rečeno, kmetije po zelo različnih stroških proizvajajo in je pa nekaj pomembno in jaz mislim, da je to tudi direktor zbornice zelo dobro pač postavil. V Evropski uniji, ki nam v veliki meri pač določa tudi pogoje, je neko popolnoma zmotno mišljenje in tukaj se sigurno najdemo na isti točki. Če vi poslušate, kaj se govori, mnogi mislijo, sektor se mora prilagoditi. To je tisto, kar je direktor rekel, ta liberalni pogled. Sektor se mora strukturno prilagoditi. Kaj pa to pomeni? To strukturna prilagoditev po upoštevanju trga pomeni, da odstopijo iz te proizvodnje vsi tisti, ki niso sposobni proizvajati po stroških, kakršni so zdaj. A veste, to je tista nevarnost, da del evropske politike, zlasti ta severni del, meni, da je potrebno prestrukturiranje. In zdaj se jaz vračam k temu, kar je tudi direktorica rekla, pa še mnogi od vas, to seveda ni pot za nas, ker na travinju je pač edina ali pa najbolj smiselna proizvodnja, ker je tudi bolj intenzivna in da še zmeraj več dohodka kot je drugega, je pač mleko. In zaradi tega je treba tudi, ko govorimo o stroških, pa kam je treba subvencije postaviti, ker subvencije so ravno temu namenjene, tisti luknji med stroški in ceno, se zato pa so subvencije. Jaz bi tudi rajšila, da bi bila cena taka, ampak taka evropska politika se je končala leta 1992. Do takrat se je s carinami pa z izvoznimi spodbudami skrbelo, da so bile cene umetno visoko, dosti više kot na svetovnem trgu. Takrat, ko smo še zdavnej pred našimi časi, pač, ko še mi nismo bili v Evropski uniji zdavnjo,
od tega se je politika obrnila zaradi interesov drugih sektorov, ne kmetijskega sektorja, zaradi Svetovne trgovinske organizacije, ki je, pa ne bom šla v te širše zadeve, ampak stvari so kompleksne in od takrat naprej se ne more več podpirati po litru mleka, ampak se subvencijami podpirati zato, da kmetje lahko preživijo, čeprav so cene pod proizvodnimi stroški. In hočem povedati, da to, koliko mora biti subvencij, pa mora biti prilagojeno tistim, ki so na težjih pogojih, na hribih. In zaradi tega bo izmeri razlike. Nekaterim je najbrž tudi v teh razmerah, teh cen nekoliko lažje, drugim je pa težje. In liberalni pogled, pred katerim je svaril direktor, pa ki se ga bojimo tudi mi in ki ga tudi slučajno ne podpiramo, pač pravi, da naj mleko proizvaja tisti, ki ga zna po svetovnih cenah. Bog ne daj, ker pa ga bomo imeli mi, ne vem, 20% tega mogoče, kar ga imamo zdaj. In tukaj jaz bi rada videla, da vsi skupaj razumemo, da smo vsi na istem bregu. In jaz se globoko zavedam, pač, kje je vaša situacija in na katerih segmentih moramo paziti na kmete in kako moramo subvencije usmerjati in delamo maksimalno na tem. In zdaj, če bomo pa drug proti drugem, pa da je to vse skupaj brez veze, nas bo enkrat nekdo vprašal, zakaj pa dajemo denar, če vse skupaj brez veze? Ni brez veze. Ni brez veze. Pač nekateri, gospa je rekla, da sin ne bo več v kmetijstvu, da gre pač v šolo. Tudi to, nekateri bojo kmetovanje definitivno mogli opuščati. To drugi ne morejo rast, če eni ne opuščajo kmetovanja. Ampak to opuščanje je treba paziti, kako se dogaja. Seveda je katastrofa, če opusti nekdo kmetijstvo, ko je pri 40 pa ima 50 krav, ker ne zmore več skrbeti. To je katastrofa, ki mora skrbeti državo. Zato smo zdaj šli za pomoč od ribnice. Če se pa nekdo odloči, da meni, da pač bo, kaj vem, da naslednja generacija ne bo več delala, ker je, ne vem, otrokom mogoče lažje ali pa več smisla vidijo v eni drugi dejavnosti, pa se potem ena kmetija ne zaraste, Bog ne daj, ampak da tiste površine vzame v najem nekdo drug. Ja, kako pa, to se dogaja, ampak nekaj je, kar je normalno, ker se povsod po Evropi te spremembe dogajajo, ampak če se dogajajo na naraven način, ne pa da kmetijstvo seveda dopušča tiste kmetije, ki bi mogli imeti perspektivo. Tako da niso stvari črno-bele, so zelo kompleksne. Za mlečni sektor, ki je najbolj pomemben sektor, je bilo ogromno ukrepov narejenih, še so potrebni, se popolnoma strinjam in več moramo na tehnologiji delati, ker razlika med stroški, kjerkoli že so 3 cente, pomeni ali si na eni ali pa na drugi strani računice. Ne? In dokler so kakšne možnosti, mogoče smo res, se tudi sami kmete dostakrat rečete, da so na ministrstvih ratali vsi birokrati, da se premalo ukvarjajo s tehnologijo. Ja, ta Evropa je prinesla to, da smo 10 let rabili nekega prilagajanja s temi skompliciranimi sistemi, ki si jih nobeden ne želi, da je pridobivanje subvencij pogojeno s tolikimi zahtevami, s tolikimi administrativnimi, ne vem, dokazovanji. Ampak tako pač, tak sistem je, ali se ga gremo, ker je pač evropsko postavljeno, ali se ga pa ne gremo. In smo mogoče, sporočilo je bilo to, in smo mogoče zapostavljali tehnologijo, da nismo izrabili dosti vseh možnosti tam. To je tisto mogoče, kar sem jaz želela povedati, je pa res odgovornost na vseh. Kmetijstvo kot sektor bo preživelo, kmetje so še kako odvisni od nas, ki jim to, kar jim pač skupna kmetijska politika omogoča, moramo to znati pripeljati do njih.
Odvisni so od zadrug, naprej od mlekarn in v celi verigi. In sami ne morejo te tekme v tej konkurenci zdržati, to se jaz popolnoma strinjam. Moramo pa tukaj biti pošteni drug do drugega in iskati rešitve v okviru možnosti. Samo kritiziranje vse povprek, pa izražanje nezadovoljstva vse povprek, nas ne bo peljalo k cilju. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospe državni sekretarki za odgovore. Sej mislim, da je bila razprava zelo dobronamerna, strpna in tudi ne preveč kritična, se pravi, ni bilo tudi ne preveč tega kritiziranja. Jaz sem v razpravi predvsem čutil tudi vprašanje in jaz bi že dal še 2-3 minute gospodu Sircu, da odgovori, potem pa je prav, da vsi, ki ste se javili k razpravi, da po 4 urah tudi še dobite besedo, zato bi dal naprej po 2 minute gospodu Kepicu pa gospodu Lahu, da bi tako ob 14 zaključili. Prosim beseda, izvolite. Jaz bom zelo na kratko. Poglejte, ogromno dela je bilo narejenega. Jaz sem reševal mlekarno od lanskega leta do sem. Ne upam si predstavljati, kaj bi bilo, če bi mlekarna padla, pa bi kmetje izgubili 3,5 milijona evrov. Ne morem si predstavljati. Ravno tako si ne morem predstavljati recimo teh naporov, brez teh naporov, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo vložilo, ko smo po Kitajski hodili, ko smo v 3 dneh naredili par tažent kilometrov tam čez Kitajsko. Glejte, nekatere evropske države nimajo dostopa do kitajskega trga. Na Kitajsko izvažajo nekaj malega jogurta iz Španije, kakšen liter mleka iz Italije, bom rekel, ker je res tako kakšen liter. Nekaj malega mleka pride iz Francije, glavni izvoznik na Kitajsko so Avstralci in Novozelandci. Slovenija je med enimi redkih, ki ima absolutno čist dostop do kitajskega trga. Res je, da jutri mi ne bomo odpeljali 50 milijonov tja, res pa je, da bomo v naslednjih letih odlično pripravljeni za naslednjo krizo. Verjemite mi, da bo prišla. Zdaj smo na tem, da iz te krize pridemo. Edino, kar je nerodno pri ekipah, veste, nogometnih je, da predno sodnik zažvižga, se začnejo kregati. Samo tega ne delamo. Skupaj bomo šli čez to, pa naj stane kar hoče, pa naj padejo špičene brekle. Prišli bomo čez to, jaz sem to prepričan, moramo pa biti drug z drugim potrpežljivi. Verjemite mi, pot, ki sem jo prehodil z mojo ekipo v mlekarni, z mojimi zadružniki, z mojimi kmeti, je bila krvava. Lansko leto februar nisem vedel, da bomo preživeli ali ne. Preživeli smo zato, ker smo držali skupaj. In iščimo drug v drugem tisto, kjer lahko gradimo in s čim si lahko pomagamo. Jaz verjamem, da tako, ampak verjemite mi, tako divje situacije, kot je ta, tako sem poudarjal, 70 let ni bilo. Kolegi iz Anglije mi pravijo, v mlekarni, ki je 2-3 večja od naše, so ravno tako šli skozi spremembe, so rekli, česa takega 70 let stari mlekarski direktori napomnijo. Česa takega ni bilo. Verjemite mi, to ni kriza, o kateri se govori z majhnim K. To je kriza, ki je res kriza vseh kriz. Ob vsem tem, kar se je dogajalo, je to katastrofalno, kar nas je doletelo. In da smo do sem preživeli, je več kot fenomenalno. Verjemite mi, jaz bom najrajši videl, ko bom lahko plačal 28 centov kmetu za mleko. Z veseljem bom to naredil. Je pa dejstvo, da moram dolgove za nazaj poravnati. V razvoj bo treba investirati. In na naslednjo krizo bomo veliko bolje pripravljeni skupaj. Toliko samo. Hvala. Hvala lepa. Še enkrat, še gospod, 2 minute za dopolnitev vprašanj, ki jih je prej postavil. Ja, jaz bom čist kratek. Jaz bi samo gospe povedal nekaj. Mislim, ne nam levite brat, mi vemo, koga hočemo. Hočemo boljše pogoje dela, oziroma več spoštovanja. V zgodovini ni bilo spoštovanja do kmeta. Pa še tudi danes eni omalovažujoče govorijo. Če bila moja žena, vas bi že prej prekinil. Mislim, ne govori se ko. Ja, tako je. Jaz mislim, da smo prišli s tem namenom, da bomo dobro delali, pa ne v ministrstvu, da razmišljate, kako bi še dodatno obdavčili kmeta.
Na kakšen način? V krizi se ne obdavčuje ljudi. Vi pa ne razmišljate, kako boste še obdavčila. Ja, kaj je Bratuškova hotla? Je hotla še na stavbe, pa še ne vem kaj, na mesto zemljišče. Še stavšem bojo plačati. Ja, kje? Ljuba duša. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to. Dodatno vprašanje, gospod Lojze Lah, poslanec Državnega zbora. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. No, jaz sem tudi malo razburjen, kot verjetno večina kmetov. Res je, nikoli ne bo dosti subvencij, da bi lahko to razliko cenovno pokrili. Nikakor ne. To država ne zmore, glede na pogoje kmetovanja, ki imamo. In treba pa malo drugače gledati na to, in ne ljudje strašiti. Res, da imamo evropsko kmetijsko politiko, nima pa Evropa takega zakona o davčnih blagajnih, kot pri nas. Ni Evropa verjetno nadviguje katastrski dohodek, ko ga pri nas zdaj za več kot 100% v parih letih. Pripravlja se zopet davek na nepremičnine. Prejšnji je obdavčeval kmetijske objekte in kmetijska zemljišče. A bo ta tudi? In potem se sprašujete, kako se naj mladi zdaj prezemniki kmetij naprej kmetujejo. Stroka pravi, da kriza ne bo minila. Mi jo sami ustvarjamo. Koliko ljudi imamo mi na področju kmetijstva, strokovnjakov zaposlenih na državnem nivoju, raznih inštitucijah? Pa kam gremo? Kje smo za samooskrbo in kje smo za zaraščanjem kmetijskih zemljišč? Zame je to merilo. Samooskrba in zaraščanje kmetijskih zemljišč. Mi moramo ohraniti, kot je že, mislim, da je predsednik Zadružne zveze povedal, mi moramo kulturno krajino in obdelano zemljišče ohraniti, ker je perspektiva tudi turizem. Jaz tukaj vidim neko rešitev, ampak brez obdelanega zemlje in take kulturne krajine, ker je lahko uničimo v parih letih, tega ne bo, bomo zastonj govorili. Treba je videti perspektivo, jaz te nekaj vidim, ampak mogoče se mora politika državna postaviti v neko drugo točko. Iti do tistega kmeta, ki ima 4-5 hektarjev, pa je rešitev iskati pri tistem kmetu, kako bo preživel, ga prepričati, da bo kmetoval in potem iti navzgor. Enega po enega rešitev iskati, združevati, pomagati, da bojo male tržne viške prodali, ne pa komplicirati, pa postavljati administrativne ovire, kot jih mi znamo. In potem, če naredite napako, še nočete priznati. Mora poteči ne vem koliko časa, da boste ugotovili, da so davčne blagajne res brez veze. In na ta način, kot tukaj, prej, ko ste govorila, gospa državna sekretarka, mi je izgledalo tako, kot tisti politik, ko je kravo zdravo, pa je na koncu rekel, škoda, da je poginila, pa samo še toliko idej. Hvala. Hvala lepa tudi za to razpravo. Gospod Smolnikar želi samo en stavek. Ne bi rad, da bi kdo šel iz dvorane, da ne bo možnost govoriti. Prosim, tale stavek povejte še, potem pa zaključimo. Žal, ja, predsedujoči, sem dobil občutek, kot da sem nezaželen tukaj, ampak jaz mislim, da nisem, saj strani vseh ostalih, Veste, gospa državna sekretarka, res nismo vse na istem bregu, Če bi bili vse na istem bregu, bi me vi zdaj pol plačati, kako bomo mi pol cene za mleko, recimo, ali pa polovično plačilo, To je prvič in tudi vsak ni kot delavec enako na trgu, Če bi bili vse delavci enako na trgu, bi mi uvozili, predsednika vlade iz Litve, ali pa še tako drugače bi bil, ampak ga ne moramo, ali pa državnega sekretarja. Glejte, frizerje lahko predamo kamorkoli. V Avstralijo, v Italijo, v Anglijo, v Ameriko ali pa v Rusijo. Vprašanje za kakšno ceno. Ampak predamo ga lahko posod. Uradnikov ali pa politikov, jaz mislim, da jih ne moramo tako dati na trg, ker recimo se nekateri zamišljate. Res, da imate bič v rok, ampak se ga bomo poskušali ogniti. Pa še gospod me je zval v vezi z davčnim blagajnom, ker sem bil v agrotehniki na sejmu, zdajle. To se pravi, mislim, da je bo novembra meseca. Poslušajte, v gostilni, ko nam je gospa prinesla za jaz pa za pit, drobiš je stresla v žep, teda bel denar je pa tukaj noter zabasala, brez davčne blagajne. Hvala lepa tudi za to razpravo. Lete, 3-krat sem dal besedo, nobenkrat nisem nobenega prekinil, tako da, lete, mislim, da je korektno teklo tudi z moje strani beseda.
S tem, ko ni več razprave, ko smo se nekako prišli do konca. Ob koncu bi vas obvestil, da bodo predstavitve, mnenja, razprava povzeti v obliki zaključkov posveta, ki jih bo najprej obravnavala pristojna komisija Državnega sveta in nato še Državni svet. Zaključke bomo nato posredovali na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ostale pristojne inštitucije. Obveščam vas tudi, da bo na spletni strani Državnega sveta najkasneje jutri na voljo audio in video posnetek posveta. Vsem se prav lepo zahvaljujem za udeležbo in aktivno sodelovanje ter vam želim lep preostanek dneva. Hvala lepa.